Glasujemo. Navzočih je 85 poslancev, za 50, proti 31. Ugotavljam, da je Janez Poklukar imenovan za ministra za zdravje. Prosim novo imenovanega ministra, da se nam pridruži ter da v skladu s 113. členom Ustave Republike Slovenije priseže pred Državnim zborom. Prisegam, da bom spoštoval ustavni red, da bom ravnal po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval za blaginjo Slovenije. Ministru čestitam k imenovanju in mu želim uspešno opravljanje dolžnosti. Želite nagovoriti Državni zbor? Izvolite. Spoštovani, tako kot pred dnevi na zaslišanju pred odborom, tudi danes povem, da bi bil raje v ambulanti. Vendar verjamem in spoznal sem, da tukaj skupaj z vami lahko naredim več za zdravje ljudi. Verjamem, da je pred nami ključen trenutek za spremembe v zdravstvu. Skupaj in poenoteni v skupnem cilju. Verjamem, da lahko dosežemo tisto, kar v zdravstvu že dolgo čakamo. Naši pacienti, zaposleni v zdravstvu in vsi Slovenci si to zaslužimo. Zato vas vse vabim k konstruktivnemu dialogu in sodelovanju. Hvala. Hvala lepa. Torej, čestitke, gospod minister. 50 glasov za, ste presenečeni nad podporo, ste pričakovali? Vesel sem na vse danes povedano v razpravi, kajti v razpravi je bilo podano precej konstruktivnih pobud in seveda tudi te bomo upoštevali in v nadaljevanju razvijali skupaj s tem, ki ga vsi potrebujemo. Kar se tiče seveda podpore, vesel sem podpore in verjamem, da tudi tisti, ki se danes niso opredelili zame, imajo pri meni odprta vrata in vedno možnost, da skupaj razvijamo zdravstvo. Ena glavnih kritik opozicije se je zdela to, da se nekoliko bojijo, da ne boste preveč samostojni pri tem vodenju ministrstva, da bo pač šlo to prek nekih drugih odločevalcev, kaj sami pravite? Menim, da je ta bojazen odveč. Je ta podpora, ki ste danes dobili kar na 50 glasov, tudi dobra popotnica, računate za sprejemanje ukrepov za izpolnjevanje ciljev, ki jih imate? Zagotovo za doseganje ciljev v zdravstvu, ki vemo, da so se v zadnjih letih nakopičili, potrebujemo močno podporo in verjamem, da nam bo skupaj uspelo na tej poti. Da pa ste prevzeli posle, že ste dogovorjeni? Kar se tiče same primopredaje, zdaj se tudi s predsednikom dobiva, rečeva nekaj besed, kajti da zdaj imamo vodeno ministrstvo za zdravstvo, tako da jutri zjutraj začnemo na ministrstvo. Pa državni sekretar, mogoče tudi že ekipa zbrana? O imenih takrat, ko bodo podani predlogi. Se pravi, boste jih prišli na seji, na vlade ali? Ja, tako je. Tudi bodo vaši prvi ukrepi oziroma zakon? Zdaj seveda, kar se tiče samega ministrstva, je ključno to, da ministrstvo začne čim bolj uspešno in učinkovito delovati, tako da prvi od predlogov bo seveda reorganizacija ministrstva in pa kadrovska ukrepitev.
Potem pa seveda vse, kar je vezano na epidemijo. Evalvacija, reorganizacija in pa nekoliko spremenjeno delovanje verjetno svetovalne skupine, potem seznanitev z vsem, kar se tiče zalog osebne varovalne opreme, testiranj v Sloveniji, cepljenja in prenove strategije cepljenja. Bomo pa seveda že jutri poslali pobudo za sestanek in računamo tudi na hiter odziv na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kajti čim prej si želimo javnim zavodom poslati jasna navodila, kako v tem težkem letu, ko smo še del epidemije, po drugi strani pa moramo zagotoviti dostopno zdravstvo in obvladljive čakalne vrste, kako zagotoviti seveda celo leto to dostopnost, zato računamo na sestanek jutri oziroma v naslednjih dneh, ravno tako pa tudi za Združenje zdravstvenih zavodov, Ministrstvom za finance oziroma Ministrom za finance, na vrsto pa seveda pridejo tudi vsa strokovna združenja in pa predstavniki delavcev. To je ključno za normalno delo, ampak tako kot sem rekel, računam, da že v tem tednu tudi prvi sestanki z Zavodom za zdravstveno zavarovanje in pa Združenje zdravstvenih zavodov. Kar se tiče ostalih ukrepov, ki so še nujni, so seveda priprava načrta za okrevanje in odpornost, priprava na predsedovanje in pa seveda tisto, kar je že odprto, seveda dogovori in poenotenje glede nadaljnjega plačnega sistema v zdravstvu. Zdaj tudi stolček na UKC-ju ostaja prazen s tem, ko vi postajate minister, že imate tudi morda kakšne kandidate za to mesto, vseeno bo največja ustanova brez direktorja začasno. Ja, jutri bo zasedal svet zavoda kliničnega centra in verjamem, da bo podal ta trenutek nekoga za vršilca dolžnosti in potem v doglednem času seveda tudi se odločil, kako naprej. Še ena kritika je bila prav glede vašega vodenja UKC, sicer gospod Möderndorfer je omenjal največjo zadolženost v zgodovini, kako odgovarjate na te kritike? Tisto, kar lahko povem, da jutri na svetu zavoda bo predstavljen osnutek zaključnega računa za leto 2020 oziroma poslovanja in tam je presežek odhodkov nad prihodki v višini 1,2 milijona evrov, se pravi klinični center v letu 2020 kljub epidemiji posloval negativno v višini 1,2 milijona evrov, kar pa je večkrat manj kot pa vseh prejšnjih letih. Tako da te številke z tega vidika ne držijo, seveda pa še vedno naprej ostaja kumulativni dolg kliničnega centra, ki presega 85 milijonov evrov. To pa imamo že odprej in tukaj bomo mogli skrbno načrtovati tako srednjo kot dolgoročno strategijo, da se nam take stvari v bodoče ne ponovijo v slovenskem zdravstvu. Se vam še kaj vprašali, so bi bil bolj primeren za UKC? To je v pristojnosti sveta zavoda, tako da prepuščam. Kakšno mnenje ali predlog debate, kar se tiče vodenja kliničnega centra v vmesnem obdobju so bile, ampak odločitve končne ne poznam, tako da prepuščam to svetu zavoda.